Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o reagiranju na lastno interpretacijo drugih oseb. Ljudje, ko opazujemo druge, ko nam nekdo nekaj reče, ko vidimo, da nekdo naredi nek telesni gib, neko obrazno mimiko, ko nam nekdo pošlje neko sporočilo, nek SMS ali preko socialnih omrežij, lahko na različne načine interpretiramo te dogodke in potem tudi na njih reagiramo. Ampak običajno se tega niti ne zavedamo. Ko opazimo nekaj in ko se v nas pojavi neka reakcija, si rečemo, reagiral sem zato, ker je nekdo nekaj rekel ali naredil ali napisal. Takoj torej začnemo delati druge ljudi odgovorne za našo lastno reakcijo. Kar se večina ljudi ne zaveda, pa je to, da reagira na lastno interpretacijo teh ljudi oziroma njihovih dejanj. Torej, problem je v tem, ker je komunikacija, ki jo imamo ljudje med sabo, zelo neučinkovita, zelo nenatančna. Ne moremo vedeti, kaj druga oseba misli, kaj točno je hotela povedati. Tisto, kar si nekdo misli ali čuti, je lahko precej drugače od tistega, kar dejansko reče. Če človeka vidimo v živo, lahko še najbolj natančno ugotovimo, kaj je človek želel povedati. Kajti pri komunikaciji uporabljamo in glas in neverbalno komunikacijo, torej telesno mimiko. Pri pogovoru preko telefona je ta komunikacija že bistveno bolj omejena, ker osebe ne vidimo, ampak samo slišimo glas. Če pa nam nekdo pošlje elektronsko pošto ali SMS ali recimo Facebook sporočilo, pa niti ne slišimo tona glasu. Vidimo samo besede in potem lahko ugibamo, kaj je ta oseba dejansko želela povedati. Na ta način si velikokrat ustvarimo neko lastno interpretacijo povedanega, ko si nekaj mislimo, da je ta oseba to povedala, da je to hotela izraziti, in potem lahko reagiramo na to, brez da bi dejansko preverili, ali je naša interpretacija resnična. In zaradi tega pride do številnih nesporazumov, do zamer, do obtoževanj. In kaj je sedaj tukaj rešitev? Zavedati se je potrebno, da zelo težko ugotovimo, kaj dejansko drugi ljudje mislijo, čutijo, kaj želijo izraziti, zato je pomembna čim bolj specifična komunikacija. Torej v prvi vrsti, da vsak čim bolj natančno obesedi svoje misli, da je čim manjša razlika med tem, kar nekdo misli in kar nekdo reče ali napiše. To zahteva seveda precej potrpljenja, precej truda
da se natančno izražamo in da pride do čim manj nesporazumov. In ko čustveno reagiramo na nekaj, kar smo prebrali, se pa moramo zavedati, da vsaka čustvena reakcija je naš lasten proizvod. Tudi v živo, če človeka vidimo, slišimo in če tudi ga točno razumemo, je čustvena reakcija še vedno naša lastna odgovornost. Če pa čustveno reagiramo na neko besedo, ki je bila napisana, ki si jo mi po svoje predstavljamo, potem pa smo zapadli še v večjo iluzijo kot sicer. Pomembno se je torej sporazumevati z drugimi na notranje čustveno stabilen način, stalno navzkrižno preverjati, spraševati, ali je nekdo res mislil tisto, kar se nam zdi, da je mislil, in da na ta način izboljšujemo medsebojno komunikacijo. Učenje nekega kvalitetnega sporazumevanja je kar zahteven proces, ker smo večinoma navajeni, da smo bolj tiho in da minimalno izražamo naše misli. Naše misli torej večinoma skrivamo pred ostalimi, ker tudi marsikaj mislimo, z čemer bi lahko druge prizadeli, če bi slišali v polnosti naše misli. Glede tega priporočam odličen spletni tečaj, ki se imenuje DIP Lite, in skozi ta tečaj se vsaka oseba lahko nauči res kvalitetne komunikacije in prevzemanje odgovornosti za lastne čustvene reakcije. Povezavo do tega tečaja najdete v opisu tega videoposnetka, zato vam predlagam, da si čim bolj izkoristite to brezplačno priložnost, da se opolnomočite in izpopolnite in da tako naredimo to družbo čim bolj prijetno za vse. Hvala za posluh in nasvidenje.